Lep pozdrav tudi z moje strani in v imenu kluba seniorjev in seniork Slovenske demokratske stranke. V začetku bi se rad opravičil, ker so me danes izdale iz glasilke, izgleda, da preveč navajam in nagovarjam volivce z argumenti, zakaj smo seniorji in seniorke proti temu zakonu o malem delu, ki po našem mnenju uvaja neko novo obliko mezdnega zaposlovanja in ga vlada ponuja upokojencem kot nek nadomestek za nenehno zniževanje pokojnin. Seniorji in seniorke smo, izredno kritični do vse, kar se dogaja s strani zakonodaje. Znamo ločiti, kaj je zrno in kaj je plevje. Zato menimo, da je tudi ta zakon o malem delu tisti zakon, ki nič ne pripomore, da bi se prioritetno reševala gospodarska kriza, da bi se odpirala nova delovna mesta in posledično s tem bi tudi bilo nek garant za stabilno pokojninsko blagajno. To je en od zakonov, ki v sklopu tistih zakonov, ki jih vlada pripravlja zelo rokohitrsko, nepremišljeno, z slabimi rešitvami, predvsem pa zakon, ki ne dobi nekega širšega soglasja. In tudi ta zakon o malem delu nima niti soglasja pri mladih, pri študentih, nima soglasja pri sindikatu, nima soglasja v državnem svetu, nima soglasja v opoziciji. In mi smo pripričani, da bo tudi državljanke in državljani pokazali, da ta zakon ni v redu na referendumskem odločanju. Vlada namesto, da bi se dejansko prioritetno, in na to tudi mi opozarjamo, lotevala tistih zakonov, ki bi potegnili Slovenijo iz krize, lansira neke nepomembne zakone. Zakaj smo mi, seniorji in seniorke, proti temu zakonu? Navedel bom 4 glavne argumente iz našega vedenja, s tem, da že zdaj le poudarjamo, da se vsekakor podpiramo vse, kar je povedal Andrej in Alenka, tako ženski odbor kot SDM. Prvič, ne podpiramo tega zakona, ker so upokojenci imeli že do sedaj možnost opravljati honorarno delo po svoji želji, po svojih možnostih, na to na zakonit način, s tem, da so ta odnos urejevali z pogodbenim odnosom. Zato smatramo, da je umeščanje upokojencev v ta zakon o malem delu neupravičen in nepotreben. Drugo, kar mislimo argumentirano, je, da je umestitev za upokojencev v zakon o malem delu po našem prepričanju zloraba upokojencev in da je to zavajajoče dejanje, ko upokojencem ponuja nekaj zavitega v celofan, kot med in mleko, s tem, da bojo s tem malim delom lahko reševali svoje, nizke pokojnine. In na ta način, s tem zavajanjem, poskuša predvsem, to je strategija, pridobiti upokojence, da bi upokojenci kot množični udeleženci volitev in referendumov podprli ta slab zakon. Tretjič, za upokojence malega dela v praksi ne bo. Na prostem trgu malega dela, če bo uveljavljen ta zakon o malem delu, bodo upokojenci popolnoma nekonkurenčni. Praksa bo pokazala, da delodajalec, ki bo rabil delavca, bo zbiral v tej širši paleti mlade prosilce, ki so na polni delovni kondiciji, in ne upokojence. Vlada daje z tem zakonom samo navidezno možnost dodatnega zaslužka. Mi verjamemo, da bo minister Svetlik delal kljub visoki pokojnini, ki jo bo prejemal do pozne starosti. Težko se jo predstavljamo neko upokojenko,
ki je delala v proizvodnji, v težkih delovnih pogojih, istočasno, da je imela tudi materinstvo, da je vodila tudi gospodinjstvo, ki stara 60 let in ti upokojenci, ker so imeli nizke plače, imajo tudi nizke pokojnine. Nekako to vlada ponuja, ne? Pojdite delati in se vam bo pokojnina zvišala. In kako ne taka upokojenka dela? In to velja tudi za vse ostale poklice, ki so delali v težkih pogojih. Mi smatramo, da je vlada dolžna in država dolžna zagotoviti neke primerne pokojnine, kajti upokojenci so svojo delovno dobo 40 let ali tudi več vestno in obvezno plačevali vse prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno in si zaslužijo neke dostojne pokojnine. Vsi tisti, ki imajo nizke pokojnine, zaradi raznih vzrokov, zaradi tega, ker so imeli slabe plače, ali da niso mogli polno delovno dobo imeti, ali karkoli drugo se je zgodilo, je država dolžna, da uvede nek socialni korektiv. Slovenija je socialna država, to imamo zapisano v ustavo. Ta vlada se je deklarirala in se še vedno deklarira, da je socialna vlada, vendar poteze in delo, ki jih opravlja in rezultati kaže, da je popolnoma nekaj drugega. In tretje, četrto, kar mislimo, da je prioriteta zaposlovanja, morajo imeti mladi ljudje. In vse tisti, ki nimajo še polne delovne dobe. Ob trenutno 130 000 nezaposlenih in ta številka po naši oceni se bo do konca leta dvignila na številko 150 000, je nesprejemljivo, družbeno nesprejemljivo, da se upokojence na nek prefinjen način sili, da delajo. Zaradi tega, ker se jim nenehno zmanjšujejo pokojnine z ustreznimi ukrepi, ki so se v preteklosti dogajali. Minister Svetlik je v intervjuju poudaril, da je razočaran in težko razume tisti, ki nasprotujejo temu zakonu. Saj kot on pravi, prinaša ljudem samo dobre stvari, nikomur ničesar ne jemlje. To za upokojence vsekakor ne drži. Vlada nenehno zmanjšuje z raznimi ukrepi pokojnine, ponuja in pa kot nadomestek in pa ponuja potem malo delo. In še to, kar smatramo, da ni v redu, da Svetlik cinično tudi govori v tem intervjuju, da bojo imeli s tem, ko bojo upravljali malo delo upokojenci, možnost aktivnega staranja in socialno vključenost. Pa to je več kot cinizem brez primere. Upokojenci ob svojih dostojnih pokojninah, zasluženih pokojninah, ki ne morejo biti neki socialni dodatek, bojo sami poskrbeli za aktivno staranje, za svoje zdravje in da bojo v jeseni svojega življenja normalno živeli. In zaradi tega protestiramo proti taki ciničnem sporočilu ministra in tudi v ta celofan zaviti zakon v obliki malega dela. Rad bi poudaril še to, da smo seniori in seniorke v klubu izredno razočarani nad dosedanjo odzivnostjo in delom Zveze društev upokojencev Slovenije in njene predsednice Mateje Kožuh Novak. V dosedanjih 2 letih, ko je vlada sprejemala zakonodajo, s katerim se je prvič za 50% zmanjšalo usklajevanje pokojnin za razvoj plač, ko se je sprejel interventni zakon za zamrznitev pokojnin, ko se je sprejel pokojninski zakon, v katerem je formula, ki se še znižuje pokojnine, je ta Zveza društev upokojencev Slovenije molče je podpirala te ukrepe. Medtem ko je bila v prejšnjem mandatu, pri prejšnji vladi še kako aktivna, pripravljala celo javni protest, ker je hotela izsiliti, da se pokojnine povišujejo več, kot so se takrat poviševale. Ob tem pa je tragikomično to,
da se je pri tem zakonu o malem delu, ki upokojencem ponuja neko malo delo, namesto neke normalnih pokojnin, se je Zveza društev upokojencev Slovenije prijavila kot organizatorka referendumske kampanje in preko svojih občinskih odborov nagovarja upokojence, da naj na referendumu podprejo ta zakon, ker to je nekaj dobrega za upokojence, ker jim prinaša delo, s katerim si bojo lahko tudi povišali svoje prejemke. Mi v klubu smatramo, da je dosedanja ureditev, dosedanji zakon delovnih razmerij dosti fleksibilen, da zagotavlja lahko stalno zaposlitev za določen čas, zaposlitev v skrajšanem delovnem času, študentsko delo je dobro funkcioniralo in zato ta zakon o malem delu ni potreben. Če pa je problem z študentskimi servisi, pa ne vlada sprejme neke druge zakonodaje, predvsem pa ne izvaja določene ukrepe, da se bo ta, problematika študentskih servisov rešila. Zato mi v Klub seniorjev in seniork Slovenske demokratske stranke nagovarjamo vse seniorje in seniorke in seniorje in upokojence v Sloveniji, da ta zakon o malem delu na referendumu ne podprejo, ker je za upokojence škodljiv in zavezujoč in da jim ne prinaša nič dobrega. Ampak vlada bo imela izgovor, da če imate prenizke pokojnine, začnite z malim delom. Malega dela pa za upokojence ne bo.